Lepo pozdravljeni. Cesta med Brežicami in Dobovo je zadnje čase precejšnje gradbišče, saj tam poteka izgradnja kolesarske povezave. Zaradi podobnega razloga je precej živahno tudi na cestah med Čatežem in Krško vasjo ter med Krškim in Kostanjevico na Krki. Glede na to, da gre za kolesarske povezave ob izjemno prometnih državnih cestah, je poudarek na varnosti pešcev in kolesarjev. Poglejmo, kako kaže omenjenim kolesarskim povezavam. Dobre 4,5 km dolga kolesarska povezava med Brežicami in Dobovo je že skoraj dokončana, predvsem v predelih izven cestišča. Praktično dokončana mora biti do 30.6. fizično, potem pa seveda do konca avgusta je potrebno še vsa dokumentacija urediti, tako da bi se projekt lahko zaključil praktično 30.8. v letošnjem letu. Poleg kolesarske steze, ki jo izvaja občina in ki je sofinancirana z evropskimi sredstvi, Direkcija za infrastrukturo ureja celotno cestišče od Trnja do Dobove. En del tam, kjer se stika kolesarska steza z cestiščem, mora biti končan nekje do 30.6.23, ostalo pa do 30.6.24. Kolesarsko povezavo, kolikor pač lahko, občani že uporabljajo. Zdaj se kar nekaj ureja skozi Dobovo, proti Dobovi. Tako. Ne. Precej živahno je tudi na cestah med Čatežem in Krško vasjo. Gre praktično od Starega mostu do Krške vasi in pa od Starega mostu nekje do picerije Grič, potem pa gre nekako po poti gor proti Svetemu Vidu oziroma proti Čatežu. Tu gre za bistveno zahtevnejšo investicijo, dodaja Molan. Saj je potrebno praktično delati vse na betonskih pilotih, kar pomeni, da seveda 110 metrov je potrebno ob sami Krki jo graditi na pilotih, naprej pa gre potem preko ceste in pa po levi strani proti Krški vasi. Pogodbena vrednost del za kolesarsko povezavo med Čatežem ob Savi in Krško vasjo znaša 2,7, med Brežicami in Dobovo pa 2,1 milijona evrov. Naložbi sta sofinancirani z evropskimi in državnimi sredstvi. V polnem teku je tudi izgradnja 19,5 km dolge kolesarske povezave med Krškim in Kostanjevico na Krki. Po besedah župana mestne občine Krško dela potekajo v skladu z načrti, celo nekoliko pred rokom. In sicer končni rok, ki je določen nekje na sredino naslednjega leta, bi se lahko skrajšal tudi do novega leta, torej tega novega leta, ki bo konec decembra. No, seveda je to v veliki meri odvisno tudi od vremenskih razmer, malo še drugega, ampak kljub temu dobro kaže. Skratka, dela potekajo skladno s terminom oziroma celo nekaj malega pred njim. Naložba znaša 6,7 milijona evrov, od tega je dobra polovica prispevek Evropske skupnosti in države, razliko pa krijeta Krška in Kostanjeviška občina. Dušan Šiško je danes napovedal, da bo jeseni kandidiral za župana mestne občine Krško. Po včerajšnjem izstopu iz Slovenske nacionalne stranke v prejšnjem sklicu državnega zbora je bil namreč tudi njihov poslanec, se bo za župansko funkcijo potegoval kot neodvisni kandidat. Poglejmo izjavo. In zdaj še nekaj razlogov, zakaj bom kandidiral za župana. Najprej moram povedati, da se seveda ne bi odločil za tako potezo, če me ne bi k temu spodbujali številni občani. Do tega prihaja že več kot leto dni, še posebno pa po mojem uspehu v zvezi z mestno občino Krško. Moram priznati, da mi je tudi pred volitvami veliko podpornikov reklo, da me zaradi stranke ne bodo volili za poslanca, vkolikor bom kandidiral za župana, me bodo volili in podprli. Pri odločitvi za kandidaturo je pomembno, da sem bil oziroma sem že 3 mandate občinski svetnik, da imam delovne izkušnje kot tajnik krajevnih skupnosti in zato občino in njeno delovanje dobro poznam. Da sem si med zelo aktivnim delom poslanca v 4 letih pridobil številne izkušnje z ministri in vladnimi službami, tako z levimi kot tudi z desnimi. Celotno novinarsko konferenco si lahko pogledate na eposavje.com. Eposavje TV pa letos praznuje 10. obletnico delovanja. Kakšni so bili začetki, kakšni so izzivi in kakšni so načrti za naprej. Več v pogovoru z direktorjem podjetja Eposavje Media Tomijem Horvatom, ki sledi v naslednjih minutah. Tomi, lepo pozdravljen. Pozdravljena.
E-Posavje TV letos praznuje 10. obletnico delovanja, zato najprej eno tako splošno vprašanje, kako se je pravzaprav vse skupaj začelo? Ja, začelo se je, kot smo rekli, zdaj že davnimi 10 leti, ko se je v Krškem pojavila potreba, tako strani občine, po drugi strani energetike, za postavitvijo drugega energetskega stebra v tem koncu in ne nazadnje, ali pa celo predvsem zaradi velikega zanimanja občanov po ponovni obuditvi programa, kot je že nekoč bil. Krško je v preteklosti imelo že oddajo, mislim, da se je imenovala Od torka do torka, in ta oddaja je bila zelo dobro sprejeta. Kabelski operater, tedanji Ansat, pa je dobival v svojo pisarno ogromno pisem, klicev in vprašanj, zakaj ni več lokalnega programa. Tako da ta potreba je dejansko bila izražena strani občanov in lokalna skupnost se je na to hotela odzvati in se tudi je odzvala. No, ta oddaja Od torka do torka, mislim, da je bila na televiziji Krško predvajana, ampak zdaj Ansat TV, ne? Ansat TV je bil včasih 10 let nazaj, tako se je televizija imenovala, je pa bil namenjen celotnemu Posavju, ne? Ja, seveda. Kot kabelski operater smo takrat odločili se, da bomo, če bomo šli v ta projekt, da bomo pokrili celotno Posavje, ker razumljivo je, da je Posavje zelo majhno območje za neko resno medijsko delo, tako da v bistvu, če bi bili skoncentrirani samo na Krško, televizija absolutno ne more preživeti. Tako da že samo Posavje, samo po sebi je zelo majhno, tako da to je v bistvu nek osnovna celica, ki jo je bilo nujno pokriti. Kako pa je bilo samo organizacijo? Treba je bilo vzpostaviti celoten sistem? Ja, sej ravno to, vse skupaj je bilo možno narediti zgolj zaradi tega, ker je dejansko bil tukaj lokalni kabelski operater, ki je tedaj pokrival občino Krško in ki je lahko v bistvu finančno takrat nudil zaledje temu projektu. Če ne bi bilo kabelskega operaterja, jaz ne vidim, kako bi bilo možno izpeljati. Poleg tega, da smo pa bili kabelski operater, je seveda tudi pripomoglo k temu in omogočilo cel projekt tudi lastnik tedanji in tudi sedanji naš, to je podjetje Kostak, ki je res z odprtimi rokami sprejelo ta projekt in nam pomagalo v vsaki situaciji tedaj. Kako je pravzaprav prišlo, kako ste oblikovali takrat ekipo, koliko je bilo pravzaprav ljudi vključenih v ta projekt? Ja, no, sej, mislim, da smo tudi mi dva bila že na začetku, skoraj na začetku, ampak v bistvu od začetka na tem projektu. Bilo je pa tako, da dejansko ni bilo ljudi. Na začetku je bilo treba iz nule štartati. V bistvu smo štartali z video strani, najprej smo budili video strani na kabelskem sistemu, potem smo pa poskušali najprej delati eno oddajo, ampak je bila zakonodaja v Sloveniji takšna, da ni bilo možno delati samo eno oddajo. Če smo hoteli registrirati medij, je bilo treba sestaviti celoten program za ves teden in za vsak dan posebej in za ves teden. In to se skupaj prijaviti, tako da, ko smo delali ta postopek prijave, smo videli, da bomo mogli iti v čist zaresno televizijo, seveda z omejeno produkcijo, ker lokalna televizija v tako majhnem krogu oziroma kraju si ne more privoščiti nekega kontinuiranega programa ves dan, sploh pa lastne produkcije, ker preprosto ni sredstev ne ljudi za takšno produkcijo. Tako da smo v bistvu potem iz tega izhajali in pripravili neko programsko shemo, katero lahko zagotavljamo zdaj že 10 let. Kako pa vas je v prvem letu delovanja sprejelo lokalno občinstvo? Ja, lahko bi rekel odlično, ampak za prvo leto nimam konkretnih podatkov. Seveda smo skozi spraševali ljudje so bili na začetku navdušeni, da se je začela kamera z krškim imenom pojavljati oziroma znanim imenom v Krškem pojavljati tudi po Krškem. Predvsem ljudje zelo radi vidijo znane obraze po televiziji, znane zgodbe, v katerih se tudi oni počutijo domače, s katerimi se lahko poistovetijo. Ne nazadnje tudi rek lokalna novica je kraljica zelo znan. In to smo se trudili v bistvu čim več obiskati dogodkov, prireditev, pokriti čim več novic. Seveda je pa, oziroma
Po 2 letih smo naredili javnomnenjsko raziskavo in takrat smo bili presenečeni, ker smo več kot 1000 naročnikom tedanjim na kabelske storitve poslali vprašalnik in v bistvu smo dobili presenetljiv rezultat, da je oddaja, naša Posavski tednik, bila 5. najbolj gledana. Kar nas je zelo presenetilo, da od vseh oddaj med tistim več kot 200 programi ravno našo oddajo zelo radi gledajo v Posavju. Tako da to nam je dalo dodatno voljo in zagona za nadaljne delo. Vseh teh 10 let si tudi odgovorni urednik televizije. Za to vprašanje, kako so se uresničila pričakovanja in kakšno vizijo si takrat zastavil? Vedno smo si zastavili cilje in vizije kot ekipa. Nisem si sam zastavil, vedno smo se dogovarjali, kako in kaj bomo delali. Vendarle, glede same vizije, bi rad poudaril, da smo težili k temu, da dejansko naredimo neko osrednjo televizijsko oddajo, katera bo informirala v največji možni meri občane in občanke o lokalnih dogodkih. To mislim, da nam je uspelo. Zakaj več? So pa potrebni popolnoma drugačen obseg in financiranja in kadrovski in tudi v bistvu, bi rekel, še več posluha lokalne skupnosti, kar je pa zelo težko v teh časih. No, tako kot sva že omenila, začeli smo kot Ansat TV, pred 3 leti se je ime televizije spremenilo v e-Posavje TV, s tem tudi nekako blagovna znamka. Takrat smo se tesno povezali s spletnim portalom. No, to je del te vizije, v bistvu. Del te vizije je, da smo kaj kmalu spoznali, da televizija na nek način v bistvu ni več tako primarni medij, kot je bil nekoč. Da se v bistvu počasi transformira. Govorimo o globalnih trendih, ne govorim zdaj o lokalni skupnosti v Krškem, ampak nasplošno vemo, da če zdaj več gledamo novice, ne gledamo, ampak gledamo in beremo hkrati z uporabo spletnih storitev in servisov. Tako tudi mi v e-Posavju zdaj planiramo razvoj in vizijo za razvojem digitalnih storitev. Zato smo se tudi odločili za nakup e-Posavja, blagovne znamke, ker smo že v viziji predvideli, da bomo selili v bistvu oziroma podvojili vsebine tako te, ki so na televiziji, tudi na spletu in s časoma, mislim, da v neki daljši prihodnosti bo primarni medij ravno spletni medij, ki mora zagotoviti aktualne novice. Rad bi povedal še mogoče, kar se tiče urednikovanja, glih to, če se lahko vrnem, da v bistvu naš cilj je bil, da res posredujemo Posavju aktualne današnje novice. Ta del, se pravi aktualnosti, kaj se je zgodilo, kaj je danes nujno vedeti v Posavju, občanom in občankam, da te informacije posredujemo in to je manjkalo. No in ta preplet oziroma sinergija televizije in spleta se je pokazala tudi zdaj v zadnjih 2 letih, v času epidemije covida. Čeprav se je takrat organizacija dela nekoliko spremenila, smo se morali, tako kot najbrž vsi ostali, nekako znajti. Ampak tako kot sem že rekla, ta nek preplet, ta neka sinergija televizije in spleta pa se je takrat po drugi strani pokazala. Ja, tako kot smo mogoče na začetku bili presenečeni, ko se je začelo vse to dogajanje okoli, nas je presenetila ta epidemija, če lahko tako rečem, nam je kaj kmalu pokazala smisel našega delovanja. Nikoli, mogoče lahko po pravici povem, nikoli nisem bil tako prepričan v smiselnost tega početja, kar počnemo, kot v času epidemije. Zato, ker se je izkazalo v bistvu, da lahko na raznolike načine pomagamo občanom in občanom v trenutkih, ko niso imeli drugih informacij oziroma ko tudi nismo imeli drugih možnosti druženja, informiranja. Lahko povem, da takrat v bistvu smo se resnično in rad bi se zahvalil celotni ekipi, ki je takrat res požrtvovalno zbirala informacije dnevno o stanju okuženosti, o storitvah, katere lahko oziroma pomoči, katere lahko dobijo v zdravstvenih domovih, kakšno stanje v DSO-jih in tako naprej, da ne naštevam. Tako da tukaj je bilo
ogromno dnevnih informacij, katere so bile zelo, zelo potrebne in koristne v tistem trenutku. Poleg tega smo ugotovili, smo dobili kar nekaj klicev starejših občanov, za katere tudi vemo, da zelo radi gledajo našo televizijo. So imeli, niso mogli več spremljati svete maše. In v bistvu takrat smo se odzvali na pobudo tadanjega krškega župnika Mitjeta in smo skupaj vzpostavili nek stream sistem, da smo lahko jim omogočili vsakodnevno spremljanje. To je bilo v prvih mesecih epidemije za to populacijo ključnega pomena. Tako da smo še pol vrsto, kar nekaj časa še dobijo zahvale, da smo šli v to. Recimo občina je imela en kup prireditev, ki jih ni mogla več izvedeti. Da je bil Prižig lučk, katere so občani zelo radi obiskali v živo, v času pandemije ni bil možen, pa smo potem naredili oddaje, da smo vsaj malo prinesli to praznično vzdušje. Zdaj, koliko nam je uspelo, bojo gledalci ocenili. Ampak trudili smo se pa, lahko rečem, po vseh močeh. In naravno to je nam vsem skupaj, celotni ekipi, vlilo upanja, da v bistvu in tudi dokazalo, da je vredno to, kar počnemo in da ima to dodano vrednost za okolje. Kakšno pa je trenutno stanje? Kako je danes? Kako ga ocenjuješ? Ja, v bistvu smo v nekem prehodnem obdobju. Jaz ocenjujem, da moramo se še ojačati z novicami na spletu. Televizija pa v bistvu prehaja v ta spletni format, se pravi, še bolj aktualne in še bolj kompaktne novice bomo producirali. Moramo pa, v bistvu so pa pred nami izzivi te modernega načina komuniciranja. To po drugi strani pa absolutno poudarek bi rad delal tudi na aktualnih dogodkih, katere bi radi pa v živo prenašali preko naših kanalov, kjer sploh vidim še dovolj prostora. No, to so nekako načrti za v prihodnje. Letos torej praznujemo 10. obletnico, ob tem pripravljamo dogodek za Posavke in Posavce. Za konec morda povabilo v Kulturni dom Krško. Ja, še predno povabilo bi rad se najprej zahvalil celotni ekipi, ki je res vsa ta leta stala ob strani in s katero smo vse to naredili in delali. Zahvalil bi se tudi vsem podpornikom našim, od lokalne skupnosti do našega lastnika, do vseh poslovnih partnerjev, s katerimi sodelujemo in seveda ne nazadnje vsem gledalkam in gledalcem, ki nas podpirajo oziroma z nami soustvarjajo te vsebine, ki jih delamo. Ob tem bi pa rad seveda absolutno vse občane povabil in občanke, da se nam pridružijo 8. junija v Kulturnem domu, kjer obljubimo, da ne bomo dolgovezli z nekimi dolgimi govori in običajnimi ceremonijami, ampak bomo jim ponudili eno res prvovrstno zabavo, katere v tem času vsi zelo potrebujemo. Tako da resnično vabljeni vsi skupaj. Super, hvala lepa. Hvala tudi vam. Pester športni konec tedna je za nami. V soboto je potekal zadnji 36. krog druge slovenske nogometne lige. Na stadionu Matije Gubca v Krškem derbi med Krčani in Brežičani in obenem tekma za obstanek v drugi ligi. Semafor se je ustavil na 2:1 v prid nogometnega kluba Krško. Po porazu se Brežičani selijo v tretjo ligo. V posavskem derbiju je Krčanom zadostovala že točka, Brežičani pa so nujno potrebovali zmago. Derbi je na Gubca v sobotnem soparnem popoldnevu privabil čez prste 500 gledalcev in z dinamično igro upravičil naziv derbija. Prvi gol je padel v 39. minuti, drugi, prav tako za domačo ekipo, pa v prvi minuti sodnikovega dodatka. Krčani so tako na odmor odšli z 2 zadetkoma prednosti. V nadaljevanju tekme so si nogometaši obeh ekip priigrali nekaj odličnih priložnosti. V 71. minuti so gostje znižali razliko za 1 gol. Krška obramba je do konca tekme zdržala. Končni izid 2:1 je odločil, da Krčani ostajajo v drugi ligi, medtem ko se brežiški nogometaši selijo v tretjo ligo. Krški rokometaši so v soboto zvečer pred domačim občinstvom z izidom 32:20 premagali ekipo Alples Železniki in potrdili naslov prvaka prve B slovenske rokometne lige.
Krški rokometaši so na sobotnem srečanju 25. kroga s še eno prepričljivo zmago potrdili naslov prvaka prve B slovenske rokometne lige za sezono 2021-2022. Varovanci trenerja Kukavice so prvi polčas srečanja proti zadnji ekipi na lestvici dobili z rezultatom 18-14. V nadaljevanju pa so rezultati iz prvega dela le še potrdili. Gostom so dovolili vsega 6 zadetkov, končni izid je bil 32-20. Krčani bodo v naslednji sezoni igrali v prvi slovenski rokometni ligi. Minuli vikend je 7 plavalk in plavalcev plavalnega kluba Celulozar Krško sodelovalo na močnem mednarodnem tekmovanju v Banja Luki v Bosni in Hercegovini. Med 475 sodelujočimi iz 8 držav so Krčani tekmovali dobro, osvojili 3 odličja in kar nekajkrat zaplavali v popoldanskih finalih. Prvo ime krškega plavanja, Tim Bizjak, je na 400 metrov mešano zmagal v absolutni konkurenci, na pol krajši razdalji pa zasedel drugo mesto. Bizjak je bil še 7. na 50 metrov delfin, v vseh nastopih je odplaval osebne in klubske rekorde. Medalje za drugo mesto se je med kadeti na 200 metrov hrbtno veselil Florjan Resnik. Na tekmovanju v Banja Luki so nastopili tudi Maša Vasiljevič, Matija Osetič, Anej Krušič, Anja Vrščaj in Luka Ferenčak. Za konec poglejmo še na splet, sledijo najbolj brane novice minulega tedna na portalu eposavje.com. Hvala za pozornost in nasvidenje čez teden dni.